fantje špilajo, špilajo, špilajo za eno mlado kelnerco, juhej. Štirje fantje špilajo, špilajo, špilajo za eno mlado kelnerco. Po odmevnem nastopu na ameriški televizijski mreži CNN je slovenska premierka magistrica Alenka Bratušek prejšnji teden s svojimi pogledi na reševanje Slovenije razveselila še bralce časnika The Wall Street Journal. I believe and once again we can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will. Čeprav je izrečene besede podkrepila črno na belem, tuji finančni strokovnjaki še vedno niso bili zadovoljni, temveč so vrtali dalje. Na vsak način so hoteli izvedeti, kakšni so konkretni ukrepi, ki jih ima Bratuškova v mislih. Iznajdljiva Mojškra se je brž pohvalila. We already made a few reforms last year. Nekaj reform smo opravili že lani, se je torej pohvalila, računajoč, da tujci ne bodo opazili, da je bilo to še v času vlade Janeza Janše. Potem pa je začela naštevati. We are going on with the consolidation of public finance. We are going on with the privatization. And we are going on with a bad bank. Nadaljevali bomo s konsolidacijo javnih financ, privatizacijo in slabo banko, je zagotovila. Slabo banko? Očiten dokaz, da beseda ni konj. Lahko pa je knedelj, hočem reči cmok, ki se človeku hitro zatakne v grlu. Mar ni prav Alenka Bratušek skupaj s svojimi poslanskimi kolegi iz Pozitivne Slovenije lani podpisala referendumske pobude proti slabi banki? In mar ni Alenka Bratušek s svojimi poslanskimi kolegi podpisala tudi referendumske pobude proti Slovenskemu državnemu holdingu? A to je bilo seveda lani, ko je bila še v opoziciji. Letos je vse drugače. We are going on with bad bank. Ja, če je sila, je očitno tudi slaba banka, dobra banka. Zna pa se zgoditi, da bo premierki kljub temu težko grižljaj za grižljajem prežvečiti, požreti in prebaviti program 10+100, ki ga je skuhala osovražena SDS. Še posebej, ker nad tem programom tudi njena koalicija ni posebno navdušena. Zlasti ostro privatizaciji nasprotujejo v stranki SD. Štirje fantje špilajo, špilajo, špilajo za eno mlado kelnerco, juhej. Predsednik državnega zbora Janko Veber je prepričan, da naše banke ne smejo priti v roke grabežljivih tujcev. Želijo razprodati banke po najnižji možni ceni. Resnično lahko označimo ponovno kot eno veliko veleizdajo za Slovenijo. Tudi drugih narodnih dragocenosti, kakršna je denimo Telekom, Slovenci ne smemo spustiti iz rok. Če govorimo o veleizdaji, nobena država ne prodaja svojih operaterjev, ker gre za nacionalno varnost. Prodaja Telekoma je veleizdaja zaradi ogrožanja nacionalne varnosti. Ja, tako je to. Naše srebrnine vendar ne bomo prodajali tujcem in narodnim izdajalcem. Še posebej, ker Slovenija ni nikakršna obcestna gostilna, kakor je jasno in glasno povedal predsednik SD Igor Lukšič. So žejni možje naglo zbrali moči, za blagor točajke vsak stisnil je pest, na tihem pa vsakega pekla je vest, saj pili na kredo so dolge noči. Štirje fantje špilajo, špilajo, špilajo za eno mlado kelnerco, juhej. Lukšič je opozoril na močan lobi, ki želi razprodati Slovenijo. Še več, Lukšič trdi, da bi ta lobi iz Slovenije rad naredil obcestno gostilno, če ne celo roparskega prizorišča multinacionalk. Tega pa v SD-ju seveda ne bodo dopustili. Slovenija mora ostati ugleden obcestni klub, v katerega bodo še naprej imeli vstop samo za res eminentni člani Foruma 21. Štirje fantje špilajo, špilajo, špilajo.
špilajo za eno mlado kelnerco. 3, dalje, 1, solo! V čem je bistvo prizadevanj Lukšičevih socialnih demokratov, pa je oni dan v Pogledih Slovenije nazorno razložil ekonomist Aljaž Kunčič. Dr. Lukšič je zelo lepo ponazoril, sprav strah njegove politične opcije, kaj bi se zgodilo s Slovenijo, če bi šla zdaj v večji krog privatizacije. Nastala bi obcestna gostilna, je rekel. Ja, ker v obcestni gostilni lahko pije prav vsak. Tako kot je pa zdaj naše gospodarstvo narejeno, pa to ni obcestna gostilna, ampak je to neka politična gostilna, kjer rabiš pravo člansko izkaznico, da dobiš pijačo. No, pa na zdravje. Štirje fantje špilajo, špilajo, špilajo za eno mlado kelnerco. Kontra, re, sup, mord.